Hvala župniku Janezu za povabilo. Z veseljem smo se odzvali v Šentvidu na tole molitveno srečanje, mašo, romanski shod, a kakorkoli že imenujemo to lepo sončno septembrsko popoldne, ki nas je združilo z vseh koncev in krajev. Gotovo najprej domačini, tudi lep pozdrav in vsem tistim, ki ste prišli od drugod. Sem razmišljal, kaj pravzaprav naj povem. Pa imam cmok v grlu, ker v tej cerkvi je o Mariji bilo povedano gotovo že vse. In tudi k Mariji so se v tej cerkvi vzdigale prošnje, molitve, zahvale. Marija je tukaj slišala veliko pesmi, češčenja, slavljenja, saj je že dolgo časa tukaj romarska Božja pot, posvečena prav Materi Božji. Zato, karkoli bom povedal, bo pravzaprav ponavljanje starega, ampak morda pa kakšen stavek le pade na plodna tla. Pa morda iz tistega stavka ali besede, potem človek spet nekaj časa živi to duhovno življenje v odnosu do Boga in do bližnjih. Vete, središče naše vere je Bog, ki je eden in mu rečemo Sveta Trojica. Ne samo, da je eden, je tudi iz treh delov, če tako po domače rečemo, sestavljen. Oče, ki vse ustvarja, Jezus, ki odrešuje človeški rod in vsakega izmed nas, in pa Sveti Duh, ki nas vse posvečuje in vodi v skupnosti, ki je rečemo cerkev, pa ne samo cerkev, ampak Sveti Duh deluje tudi mimo cerkve, v vsem svetu, ki ga tako ali drugače doživljamo in v njem živimo. In v ta sklop naše vere gotovo spada še Jezusova mati in pa naša duhovna mati Marija. Z njo postane naša vera pravzaprav domača, postane razumljiva, postane življenjska. Marija je tista, ki nam to Sveto Trojico, Oče, Sin in Sveti Duh, še posebej tako po domače približa. Glavne podatke o Mariji nam sporoča Sveto pismo. V Stari zavezi in ustnem izročilu je zapisano marsikaj, kar mi danes vemo o Mariji. Prva stran Svetega pisma, pravzaprav prve besede, so namenjene njej. Včasih morda na to malo pozabljamo. Mislimo, da je Marija igrala glavno vlogo potem za časa Jezusovega življenja. Ampak gledajte, prva napoved odrešenika se zgodi takrat, ko človek, bom rekel po domače, zamoči svoj odnos do Boga. Takrat Bog spregovori tiste znamenite besede, sovraštvo bom naredil med teboj, torej hudobni duh, in med neko ženo. Ta žena bo sicer ta žena bo rodila sina, Kristusa, ki pa bo odrešil človeški rod, bo pa te ranila na peti. Torej, stavek je dobesedno takšen. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, med tvojim zarodom in njenim zarodom. Ta te bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na peti. To je Marija in prva napoved odrešenika v povezavi z njo. Potem gotovo poznate preroka Izaija v Stari zavezi, kjer pravi prerok Izaija: glej, devica bo spočela in rodila sina. Torej se pripravlja preko te prve napovedi odrešenika, preko prerokov, da bo devica rodila Kristusa. In ta devica je Marija, ki jo mi poznamo. In tudi prerok Mihej, danes v Berilu smo slišali, pravi, do časa, ko porodnica porodi, toliko časa bo še posebej človeštvo trpelo silo.
Torej, v Božjem načrtu je Marija prisotna že v stari zavezi, ali pa bom rekel od vekomaj. V Evangeliju pa bolj poznamo, kje je Marija omenjena. Betlehem, vse to, kar je v zvezi z rojstvom Jezusa Kristusa. Ni treba, da vam to posebej razlagam. Potem beg v Egipt, potem srečamo Marijo z 12-letnim Jezusom, ko se zgubi Jezus v templu. Potem za časa Jezusovega delovanja, svadba v Kani Galilejski. Slišali smo danes tisti vzklik, ki nam je zelo simpatičen. Blagor prstim, ki so te dojile. Jezus pa reče, da še bolj blagor tisti, ki Božjo besedo živijo. Pod križem je Marija edina, ki je ostala. Vse ostalo se je razbežalo. In pred prihodom Svetega Duha Marija v dvorani zadnje večerje skupaj z apostoli pričakuje binkoštni dan. Potem imamo še knjigo Razodetja, kjer je zapisano žena obdana soncem in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Zdaj, ali so vedeli ali ne tisti, ki so snovali Evropo, da je pravzaprav zastava Evrope vzeta prav iz tega stavka, kakor da bi hote ali ne hote želeli posvetiti vse Evropo in nas tudi Materi Božji. Tu tako en kratek prelet skozi zgodovino poznanja Device Marije. Obudili smo morda znanje in pa tudi spomnili smo se, ki v Svetem pismu je poročilo o Materi Božji. Potem je pa Cerkev poznala tudi 3 velike verske resnice o Mariji. Tudi to gotovo vemo in samo ponavljamo zdajle. Ampak vseeno. Prva stvar je, da je Marija Božja mati. To je Božje materinstvo. Da vas spomnim, na novega leta dan praznujemo ta dan. Potem poznamo Marijino nebovzetje. To je sredi poletja, ko se spomnimo, da je Marija bila s telesom in dušo vzeta v nebesa. Če ta praznik ali to dogmo malo razložim, je čisto tako po človeško normalno, da telo, v katerem je živel Bog, ne more biti podvrženo zakonitostim te zemlje. Povedano, da Marija, ki je v srcu nosila Gospoda, našega odrešenika, njeno telo ne more trohneti. In zato je Cerkev postavila to versko resnico, da je bila z dušo in telesom kot prva izmed nas vzeta v nebesa. No in še eno veliko resnico poznanja Cerkev, to je brezmadežno spočetje Device Marije. Povedano tako po domače, Marija je bila polna milosti od vsega začetka naprej. Od takrat, ko je nastajala v Sveti Ani kot čisto majhna pikica in od tistega trenutka naprej je njeno življenje bilo obvarovano izvirnega greha in pa vseh drugih grehov. Spet razlaga brezmadežnega spočetja pomeni, da telo, v katerem je živel Bog, ne more biti podvrženo grehu. Tudi ne posledicam greha in tudi ne izvirnemu grehu. Spet smo malo ponovili to, kar morda že vemo, ali pobudili misel na Marijo, ki jo ljudje častimo in slavimo. In to naj bo tretja misel te moje pridige, zakaj Marijino češčenje. Marija ni Bog, Marija je človek, ampak z Božjim posegom v to dekle in to ženo se je zgodilo to, kar se je zgodilo po Božjem načrtu. Ljudje molimo k Bogu, k Mariji pa molimo. Tam molimo Boga, k Mariji pa molimo, k Mariji prosimo. Marija
Marija je ena izmed nas, ki je v polnosti izpolnila večni Božji načrt, ki ga je imel Bog z njo. Zato je prav, da jo častimo, se ji zahvaljujemo, jo prosimo, da bi ona vse te naše molitve in češčenja vedno znova prinašala pred Boga. Češčenje Marije torej ni samo po sebi namen, ampak pospešuje češčenje Boga. To je pravzaprav češčenje Matere Božje. Ljubezen do Marije, večja ljubezen do Boga. Češčenje, ki ga namenimo Mariji, Marija direktno namenja Bogu. In jaz mislim, da kadarkoli se zbiramo okoli Marije, imamo gotovo to v svojih srcih in v svojih mislih. In tako naj bo storjeno tudi danes. Iskreno, preprosto, sinovskim ali hčerjivim odnosom do naše duhovne Matere Marije. V tako velikem številu nas je tukaj zbrala, naj vse naše zahvale in češčenja prenesem pred Boga v njegovo Božje naročje in naj bomo preko Marije tudi mi uslišani za nadaljnjo življenjsko pot. Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas.